26. julij si je občina Bohinj izbrala za svoj občinski praznik in v tem času potekajo številne prireditve. Prav na ta dan pa so 4 srčni možje stopili na vrh Triglava. Vsako leto poteka osrednja prireditev, tako je bilo tudi letos. Častni občan občine Bohinj je postal Mič Ijan za idejno zasnovo festivala alpskega cvetja. Kaj je Bohinj? Bohinj ni ime enega kraja, ampak skupen geografski pojem za območje, ki obsega jezersko skledo, zgornjo in spodnjo Bohinjsko dolino, Nomensko kotlino, vse bohinjske gozdove in pašne planine ter visokogorje do okoliških grebenov. Na severni strani sega Bohinj do Triglava. Proti zahodu in jugozahodu se bohinjska meja nadaljuje čez vrhove Kanjavca in Lepega Špičja do Bogatina, na južni strani pa Bohinj oklepajo spodnje Bohinjske gore, po novem imenovane v Bohinjsko-Tolminske gore oziroma Bohinjsko-Tolminski greben. Omenjeni zahodna in južna meja Bohinja potekata po razvodnici med Črnim morjem in Sredozemljem. Visoko iz zraka in na satelitskih posnetkih je Bohinj videti v varnem objemu znotraj velikanske ovalne podkve, razklenjene le na vzhodno stran. Velik je naš Bohinj, veliko dela, usklajevanj, posluha in znanja zahteva upravljanje take in tako, lahko rečemo, pomembne občine. Več o tem pa nam bo povedal današnji slavnostni govornik, župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja. Spoštovani gostje, spoštovani gospod minister, Bohinjke, Bohinjci, prisrčno dobrodošli na današnji proslavi v čast občinskega praznika občine Bohinj. Praznika, s katerim želimo dokazati spoštljiv odnos do nedvomno pomembnega dogodka v naši zgodovini. Posvečen je spominu na pohod 4 srčnih mož, ki so na ta dan prvič stopili na Triglav, tako kot so bili takrat ponosni Bohinjci na svoj podvig, tako smo lahko danes ponosni mi na to, kar smo do sedaj postorili. Veliko je manjših projektov, zato mi dovolite, da se na kratko ozrem na tiste najbolj odmevne. Kot pomembno pridobitev, ki jo bomo zagotovo zapisali v zgodovino naše občine kot največjo investicijo, je novi in modern vrtec, ki smo ga maja predali v namen. Zaključen je tudi projekt novega prizidka zdravstvenemu domu v Bohinjski Bistrici, tik pred zaključkom pa je bohinjski del kolesarske steze Bled Bohinj. Uspešno je zaključen povezovalni kanal za kanalizacijo po zgornji dolini in gradi se kanalizacija vasi Studor. Tako kot vsa leta smo tudi to leto veliko pozornosti namenili spremembam prometnega režima, ki smo jo uvedli na podlagi akcijskega načrta glede umirjanja prometa v občini Bohinj. Gre za ukrepe, ki vplivajo na kvaliteto doživljanja Bohinja za obiskovalce in po drugi strani na kvaliteto življenja nas domačinov, ki pri svojih vsakodnevnih opravkih po letnem času pošteno občutimo prometni pritisk. Turizmu je glavni poudarek delovanja in razvoja občine v ohranjanju naravne in kulturne dediščine, ki temelji na trajnostnem razvoju, tudi skozi turistične produkte. Da smo trajnostno naravnana destinacija, dokazujejo aktivnosti na področju spodbujanja kvalitete ponudbe prek blagovne znamke Bohinjsko from Bohinj. Ker se zavedamo, da brez kmetijstva ni kakovostnega turizma, nikakor ne smemo prezreti tudi aktivnosti z področja povezovanja kmetijstva in turizma. Zaveze, zapisane v strategijah in dokumentih, se zdaj uresničujejo s konkretnimi projekti. Tako je Turizem Bohinj uspešno vzpostavil povezavo in prodajo zelenjave med bohinjskimi kmeti ter gostinci.
Predvsem mlade kmete so navdušili za predelavo zelenjave in žit. Prepričan sem, da tako kot smo z umirjanjem prometa, tudi s tem projektom orjemo ledino v Sloveniji. Danes smo se zbrali, da praznujemo naš občinski praznik, dan, ki nas povezuje kot skupnost in nas spominja na skupne vrednote ter dosežke. Vendar pa se ob takšnem praznovanju zavedamo, da so nas nedavni dogodki opomnili na to, kako krhka je naša zaveza z naravo in kako pomembno je, da spoštujemo njeno moč. Neurja, ki so se pred kratkim razdivjala v naših krajih, so prinesla za sabo uničenje in kaos. Drevesa, ki so že leta rasla in krasila našo pokrajino, so se pod težo vetra in dežja lomila kot slama. Moč narave je bila jasno vidna, ko so se strehe naših domov naenkrat razkrile njene silovitosti. Poplave so pokazale, da smo le majhen delček v ekosistemu, ki ga moramo vedno nadzirati, vendar pa nas ti dogodki tudi učijo pomembnih lekcij. Prvič kažejo nam, kako pomembno je, da smo pripravljeni na nepričakovane izzive. Naša sposobnost, da se hitro odzovemo in pomagamo tistim, ki so jih prizadeli, je pokazatelj naše povezanosti in solidarnosti kot skupnost. Drugič spominjajo nas, kako ranljiva je naša okolica in kako nujno je, da se soočimo z izzivi podnebnih sprememb. Skrb za naše okolje ni več le izbira, ampak nuja, če želimo ohraniti naš dom za prihodne generacije. Na tem mestu bi se zahvalil vsem bohinjskim gasilcem, gorski reševalni službi, civilni zaščiti za nudenje pomoči vseh pomoči potrebnih. Naša občina je več kot le ozemlje in zgradbe. Občina ni ne župan in ne občinski uradniki in funkcionarji, občina smo mi, ljudje, ki tu živimo, delamo in ustvarjamo prihodnost. Naša enotna lokalna skupnost je temelj našega uspeha, saj vsak posameznik prispeva k bogatstvu raznolikosti in idej. Skupaj moramo ustvariti okolje, kjer je vsak kotiček naše občine pomemben in se vsakdo počuti dobrodošel, cenjen in vključen. Zavedamo se, da so naše lokalne institucije, podjetja, šole in skupnosti tiste, ki ustvarjajo tkivo naše občine. In prav tako, kot niti v predpleteni tkanini, ne sme nihče izstopati, saj smo vsi pomembni, vsak s svojim znanjem, spretnostjo in predanostjo. Za dobro delo občine je važno tudi sodelovanje med lokalno skupnostjo in bohinjskimi društvi. V vseh teh investicijah smo namenjali sredstva tudi za kulturo, šport, kmetijstvo in vse s tem povezane dejavnosti. Pomembno je sodelovanje z gasilskimi društvi in civilno zaščito v občini. Občina Bohinj jim zagotavlja sredstva tako kot za tehniko, kot za izobraževanje. Seveda je nemogoče zajeti vse, kar se je zgodilo in se dogaja. Na vprašanje, ali smo v tem letu storili dovolj, je težko odgovoriti. Vse je namreč odvisno od pogleda vsakega posameznika, kako gleda na naše delo. Prepričan sem, da smo in delamo dobro. V prihodnjem letu nas čaka kar nekaj dela, nadaljevanje letošnjih investicij, zagon medgeneracijskega centra, v jesenskem času čakamo na odgovor države, ali bomo nadaljevali že podpisan projekt Kamne in uredili ceste skozi korita. Pričeli bomo izgradnjo povezave Zgornje doline s čistilno napravo in urejanje ulic v Bohinjski Bistrici. Bili smo uspešni na razpisu na evropska sredstva za izgradnjo tržnice v Bohinjski Bistrici. Zaključovali se bo delo na kolesarske stezi Bled-Bohinj. Pri pripravi letošnjega proračuna bomo tudi letos določene sredstva namenili za pripravo participativnega proračuna, kjer boste o uporabi tega odločili vi, občani. Na koncu bi se rad zahvalil svoji podžupani, direktorju občinske uprave, svetnicam in svetnikom, vsem zaposlenim na občinski upravi in režijskem obratu ter Turizmu Bohinj za dobro opravljeno delo. Saj brez njih zgoraj navedenih projektov ne bi bilo. Zahvalil bi se vsem vam, spoštovani občanke in občani,
ki po svojih krajevnih skupnostih, podjetjih, organizacijah, zavodih in društvih pripomorete k ustvarjanju dobrega ter lepše prihodnosti naše občine. Hkrati bi se vsem iskreno opravičil za vse nadloge in probleme, ki nastajajo ob gradnjah in ob našem delu. Ker je čas denar, moramo delo upraviti tudi takrat, ko nam to ne ustreza. Hvala za vaše potrpljenje in razumevanje. Veliko čast mi je, da lahko danes pozdravim tudi naše nagrajence, ki so s svojim delom, predanostjo in inovativnostjo prispevali k razvoju naše občine. Danes se ne oziramo le na našo občino, ampak tudi na širši svet. Naši nagrajenci so namreč tudi ambasadorji naše občine, ki s svojimi dosežki in prispevki širijo dober glas o nas po vsem svetu. Spoštovani nagrajenci in prejemniki priznanj, čestitam vam in se vam za vse zahvaljujem. Vsem prisotnim in občankam in občanom pa čestitam ob prazniku občini Bohinj. Naj nam bo podvig 4 srčnih bohinjcev, navdih in poduk, da tam, kjer so hotenje in želje velike, so dosegljivi najvišji cilji. Spoštovani, sledi slavnostna podelitev letošnjih občinskih priznanj. Na oder vabim župana občine Bohinj, ki bo priznanja podelil. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pregledala prispele vloge na javni razpis za podelitev priznanj občine Bohinj v letu 2023, je občinski svet potrdil 3 prejemnike občinskih priznanj in prejemnika naziva častni občan. Župan bo ob tem podelil tudi častne znake občine Bohinj. Najprej pa sledi podelitev priznanj v imenu poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Bronasti znak Civilne zaščite Republike Slovenije za požrtvovalno in uspešno upravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči prejme Robert Jensterle. Bronasti srebrni znak Civilne zaščite Republike Slovenije za 100 let aktivnega delovanja prejme Prostovoljno gasilsko društvo Nomen. Gartner Radko ob občinskem prazniku Prostovoljno gasilsko društvo Nomen dobiva posebno priznanje. Kaj to pomeni? Ja, pomeni, veliko pomeni. Vse, če se to vzame na vseh elementarnih nesrečah, ali vseh nesrečah, ali vseh dejavnosti, smo ta prvi gasilci zraven. To. V času ste praznovali častitljivih 100 let, vendar praznovanje vam ni bilo naklonjeno zaradi korone. Ne, to je bilo lansko leto. Smo krasno praznovali. Dobili smo nov gasilski avto, tudi, ker star je bil že neuporaben. In skozi dejavnost, tako da spravno smo majhno društvo, ampak imamo podmladka, da imamo dobro, trenutno imamo dobro, tudi preko kar ena delovna ekipa, preko izprašenih gasilcev, tako ekipo. Tako da kot majhna vas sem lahko ponosen.
ker sem bil dolgo let, sem bil predsednik društva, sem bil mentor mladine, sem bil mentor na morju tudi, parkrat v Strunjanu ali pa v Pineje. Tako da moje življenje se rekel veliko z gasilcem, da je. Posod veliko ob obnovi doma, dvakrat smo gasilni dom obnavljali, in ni bilo, rekel, dela ali pa karkega ne bi mogel opraviti pa to. Še zdaj sem pristaš tako, ampak pač sem veteran, sem na leta, da svoje prinesejo. Tako, sem pa še zmeraj aktiven, kar moram. Iskrene čestitke in na pomoč. Hvala vam. Srebrni znak Civilne zaščite Republike Slovenije za 100 let aktivnega delovanja prejme prostovoljno gasilsko društvo Nemški Rovt. Dejan Koprivec, ob občinskem prazniku občine Bohinj ste dobili 2 priznanja. Eno priznanje je od Civilne zaščite Srečka Šestana in drugo je za delo v prostovoljno-gasilskem društvu Nemški Rovt. Ja, tako je. Res smo dobili 2 priznanja, in sicer prvo priznanje smo dobili iz strani Civilne zaščite, drugo strani iz občine Bohinj za 100-letnico delovanja PGD Nemški Rovt v Bohinju. To je res veliko priznanje, da smo dobili iz obeh institucij tako priznanje, in tudi se zahvaljujem vsem občanom oziroma sovaščanom, kateri so tudi zaslužni za delovanje 100-letnice gasilskega društva na Nemškem Rovtu. Ste že praznovali 100-letnico gasilskega društva? Ne, nismo še. Jaz sem sicer prevzel funkcijo predsednika letos januarja. 100-letnica je bila pa 2022. leta med korono, tako da to bomo verjetno pa v kratkem praznovali, tako da so še pogovori o tem. Iskrene čestitke za obe priznanji. Hvala lepa. Nadaljujemo s podelitvijo častnih znakov občine Bohinj, ki jih podeljuje župan občine Bohinj Jože Sodja. Častni znak občine Bohinj prejme Paolo Bolafio. Obdobje športa karate v Bohinju je namreč zelo dolgo. Po ustanovitvi karate kluba Bohinj v letu 1981 in pridobitvi statusa članice Karate zveze Slovenije so v vseh teh letih redno potekala tekmovanja, športna srečanja, turnirji, na vseh ravneh, tudi mednarodni. Napredek v športu je vedno potreben, zato so karateisti prirejali številne izobraževalne seminarje z namenom napredovanja v karateju. Tu pa seveda izstopa seminar pod vodstvom mednarodno priznanega učitelja kitajskih veščin in ustanovitelja svojega lastnega stila karateja, gospoda Paola Bolafija. Dolga tradicija. 40 let zapovrstjo. Seminar vsako leto privablja vedno več gostujočih učiteljev in udeležencev iz vedno večjega števila držav in seveda Slovenije. Vsako leto je udeležencev tudi do 300 in več. In tu izkoristijo turistične in gostinske storitve, čudovite kraje Bohinja z okolico pa z veseljem obiščejo tudi s svojimi družinami in prijatelji. Seminar je že več let povezan z World Karate Martial Art Organization, katere predsednik je gospod Paolo Bolafio in ki ima po svetu več kot 10 milijonov članov po vsem svetu. Gospod Paolo Bolafio prinaša napredek temu športu na svojem področju, z izbiro lokacije Bohinja pa ta veliki tradicionalni dogodek doprinese tudi k promociji in mednarodnemu ugledu kraja, saj tudi udeleženci seminarja iz toliko držav ponesejo ime Bohinja preko meja v svet.
častni znak občine Bohinj prejme Klemen Klinar. Klemen Klinar, sicer zaposlen v razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, ima za dobrobit Bohinja in Bohinjcev izjemno obširen opus. Popis in obeležitev starih hišnih imen. Popisanih je 880 hišnih imen, s tablami je označenih 600 hiš. Urejanje portala Slovenska hišna imena, tudi bohinjska. Vpis hišnih imen v Državni register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo. Popis ledinskih imen in izdaja 7 zemljevidov ledinskih imen, umestitev imen na čezmejni portal ledinskih imen. Vsa imena so napisana v narečnem jeziku in istočasno posredovana Inštitutu za slovenski jezik na Sazuju. Izdelava vodnikov hišnih imen Bohinja zbranih v 3 knjižicah. Kako se pri vas reče? Vpis koruze Trdinke v inventar alpske nesnovne kulturne dediščine in izdaja kratkega filma o koruzi Trdinki. Ob naštetem vodi tudi številne druge projekte, v kateri se ukvarjajo z dediščino Bohinja. 16 let je deloval kot kontrolor ekoloških kmetij na Gorenjskem, Bohinj je bil redno njegov teren. Njegov seznam del, ki jih je do zdaj že opravil, je bogat, predvsem pa strokoven. Ima izreden posluh za narečno govorjenje, sliši in registrira vse nianse izgovarjave in jih tudi take prenese v register. Za slovenista je to pravi zaklad različnih bohinjskih besed in njih izgovarjave. In ja, kot da to ni dovolj, že ima nove načrte pri raziskovanju Bohinja in Bohinjcev. Jaz bom vseeno par besed spregovoril, če dovolite. Zelo sem počaščen, da sem kot občan oziroma domačin s Podgolice dobil ta prvo takle priznanje v Bohinju in to ni mačji kašelj, ker Bohinjci težko sprejmejo druge ljudi. So vendarle malo zaprt tamle, kje zbleda sem, pa šele drget. Bom kar po domač povedal, ker je tudi bohinjska govorica del dediščine in v Bohinju poznajo veliko narečij, sploh Zgornja dolina govori zelo po domač. Ampak vendarle, tale častni znak ni samo moja zasluga. Pravzaprav so za njo zasluženi vsi Bohinjci, Bohinjke, ki so mi predali vso to znanje, ki se je prenašalo iz rodov v rodove v temle vašem lepem Bohinju in jaz sem samo tiste zadeve zbral, jih združil. Vendarle pa, da bo ta dediščina živela naprej, morate poskrbeti za to tudi vi, Bohinjci, in s ponosom povejte, kako se pri vas po domač reče, s kere hiše ste doma, kam greste gobat, kam greste seč snov in tako naprej. Samo na ta način bodo imena, ki smo jih zbrali s pomočjo množice domačinov, med njimi bom zdaj res izpostavil še Erpinčevega Viktorja, ki nas je zapustil nedolgo nazaj. S pomočjo vseh teh domačinov smo to zbrali, ovekovečali, živelo pa samo tako, če boste Bohinjci to naprej uporabljali in bili ponosni na svojo identiteto, svoje domače imena in svojo govorico. Hvala lepa. Ja, res je in moram reči, da sem kar počaščen, ker sam seveda nisem Bohinjc, ampak sem z doline doma in da so Bohinjci prepoznali to moje delo kot res vredno, kot en prispevek k ohranjanju dediščine Bohinja, me veseli. Hkrati je to tudi potrdilo, da na občini vidijo, da je to ni kar nekaj, da je to pravzaprav zbiranje te dediščine imenske, ki jo v Bohinju imajo, pomembno tudi za identiteto Bohinjcev, je ena potrditev, da je moje delo tisto pravo in da je nekaj vreden in pravzaprav, da tudi, ne vem, Bohinjci vidijo, da je to pomemben in da se vse to, kar pravzaprav Bohinjci v katero smer delajo, da prepoznavajo, ne vem, svojo naravo, gore, hribe, kot nekaj pomembnega, hkrati pa tudi njihovo dediščino in to, kar je tukaj v Bohinju se ohranil, daje potrditev tudi mojemu delu. Za vami so številni projekti in pred vami zagotovo tudi novi. Ja, res je, zdaj v Bohinju malo že zmanjkuje dela, ampak vsekakor
dediščina je en širok pojem, ne? In mi smo se recimo zdaj v prvem koraku posvetili hišnim imenom, zdaj smo v nadaljevanju ledinskim imenom, vsekakor pa je dediščina Bohinja tudi na drugih področjih zelo bogata in na mestu bi bilo, da se razišče tudi druge stvari. To delajo tudi že drugi, ampak vsekakor nekaj bo treba še narediti, da Bohinj ostane tak, kot je, pristen, lep in bohinjsk. In na kateri projekt ste najbolj ponosni? Je to ohranjanje kulturne dediščine oziroma samih imen domačij? Ja, zagotovo. Hišna imena so tista, na kar sem najbolj ponosen. Pravzaprav začelo se je z tem, da sem to naredil doma, v domač vas. Zadeva je prerasla v to, da smo naredili to v nekaj okoliških krajih. Potem se je začela zadeva razširjati. V Bohinju smo pravzaprav naredili že vse in tudi Republika Slovenija je to zadevo prepoznala kot pomembno, vendarle so hišna imena vpisana v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije in lahko rečemo, da smo mi na Ragorju eni izmed tistih, ki smo raziskali največ teh imen, jih ohranili, jih obeležili na hišah in Bohinj je najlepši primer tega, kako se ta imena ohranijo. Iskrene čestitke in naj vam bo ponos ta častni znak občine Bohinj. Hvala lepa. Častni znak občine Bohinj prejme Leja Vučko. Leja Vučko je filmska animatorka, ilustratorka in oblikovalka, ki je v svet animiranega filma vstopila po študiju ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Leja Vučko, ki je skrbela za scenarij, režijo in animacijo, je skupaj z Damirjem Grbanovićem, ki je poskrbel za montažo in produkcijo, ustvarila lep in uspešen, mednarodno nagrajen animirani film Legenda o Zlatorogu. Poleg nagrade Vesna za najboljši film leta 2022 je film prejel še nagrado Društva slovenskega animiranega filma za najboljšo likovno zasnovo, častno omembo žirije na 17. Gorniškem festivalu v Ljubljani, nagrado za najboljši animirani film na filmskem festivalu v Nepalu in posebno omembo žirije na festivalu Seafest v Los Angelesu. In še nekaj o samem animiranem filmu, o legendi o Zlatorogu. Razstavo o nastajanju filma smo si sicer Bohinjke in Bohinjci lahko že v letu 2020 ogledali v Kamri, ki je pod vodstvom Urške Alič delovala v prostorih nekdanjega gradbenega podjetja Bohinj. Do konca avgusta pa je skupaj s filmom še na ogled v kulturni dvorani v Stari Fužini v odpiralnem času Tic Stara Fužina. In velik aplavz za nagrajenko Lejo Vučko. Dodala bi še, da bo razstava nekje do sredine septembra, tako da vabljeni. Hvala. Leja Vučko, ob občinskem prazniku občine Bohinj dobivate častni znak za film Legenda v Zlatorogu. Koliko časa je ta film nastajal in za ta film ste dobili že številna priznanja? Ja, projekt, ker gre za animirani film, je to zelo dolgotrajen proces. Film je nastajal, uradna produkcija je bila 4 leta. Od 2018, ko smo dobili finančno podporo tudi od Slovenskega filmskega centra, pa do 2022, ko smo imeli premiero na festivalu slovenskega filma. Seveda je pa predprodukcija se odvijala še veliko let prej, ampak veseli nas, da nas je ta dolga pot pripeljala do konca in da je priznan film in da ga prepoznajo doma in tudi drugje. Dobila sva Vesno, pred kratkim pa tudi nagrado filmskih kritikov na festivalu kratkega filma v Ljubljani FEG. Iskrene čestitke ob tem častnem nazivu in čestitke tudi za film. Hvala.
sledi podelitev plaket občine Bohinj. In najprej bomo podelili plaketo Martinu Gorišku. Martin Gorišek se je leta 2007 včlanil v takratni KO Zveze borcev Polje Bohinj, kjer je kasneje prevzel delo tajnika v omenjeni krajevni organizaciji. Vsa leta se v organizaciji, danes združeni v krajevni organizaciji Zveze borcev Bohinj, trudijo, da poskrbijo za svoje člane, jih obveščajo o aktualnih zadevah, ki jim jih nalaga delo, ter da ohranjajo vrednote narodno-osvobodilnega boja. Vse to uspešno poteka po zaslugi Martina Goriška. Martin je bil eden izmed pobudnikov, da se v Bohinju krajevne organizacije združijo v eno. Da je Martin Gorišek družbeno aktiven tudi drugje v občini Bohinj, je znano vsem. V letih od 2010 do 2018 je vodil krajevno skupnost Bohinjska Bistrica, kjer si je vedno prizadeval, da bi imela krajevna skupnost večjo vlogo in s tem seveda več denarja. Je dolgoletni član turističnega društva Bohinj in vedno se odzove, ko organizirajo čistilne ali druge delovne akcije. Vse od upokojitve leta 2007 je tudi član Društva upokojencev Bohinjska Bistrica, zadnje 4 leta kot poverjenih za vasi Polje, Žlan in Laški Rod, letos od aprila pa je tudi član upravnega odbora Društva upokojencev Bohinjska Bistrica. Poleg tega je tudi šofer prostovoljec. Vozi preko Prostosfera in se odzove tudi takrat, ko ga pokličejo za daljšo vožnjo s svojim avtom, kadar vožnja z vozilom Prostosfera ni možna. Kot upokojeni policist je aktiven član kluba Maxa Perca Bled, kjer je v upravnem odboru zadolžen za družabne igre. Martin Gorišek, ob občinskem prazniku dobivate plaketo občine Bohinj za vaše delo v krajevni organizaciji Zveze borcev v celotnem Bohinju. Od kdaj že delate v Zveze borcev? V organizaciji sami kot bivši, če tako rečem, sem pravzaprav že od leta 2007 nekje sem začel, seveda na pregovarjanje starejših članov prejšnjega vodstva. Glede na to, da so bili starejši, so me zaprosili, če bi pomagal v svojih močeh. Pa z leti pride to do neke rutine oziroma zadnje, da ne rečem, obveznosti. Seveda, pa rataš tajnik, s tem seveda še več dela si nakoplješ, čeprav ni težko, moram reči, da to upravljam dokaj z veseljem, niti ni neko breme. Ja, je pa od leta 2007, s tem, da smo se leta 2019, glede na to, da je bilo prej 5 manjših organizacij, sicer ne tako majhnih po številu članov, ampak zaradi samega vodenja, zaradi samega delovanja je to pri nekaterih, pa ne bom rekel škripal, ampak nekako je bilo bolj smiselno, da mi to združimo in da naredimo eno organizacijo, pa to močno. In tako s strani vodstva, kot s strani članov same organizacije. Ste pričakovali plaketo od občine Bohinj za občinski praznik? Ne, če po pravici povem, niti ne, ker pravzaprav ne delaš za to, da bi nekaj dobil, gre se za to, da nekaj narediš za sam kraj, za ljudi, za nasplošno, da se nekaj dogaja v samem kraju. Kaj vam to pomeni? Ja, ponovadi je tako, da je to pravzaprav v prvi vrsti neka obveznost za nadaljne delo. Seveda, mi je v veselje oziroma v ponos, da sem nekaj prispeval k temu in da sem za ta prispevek tudi nekaj dobil. Sigurno da, ne. To je na vsak način pohvalno in tudi meni v čast. Ampak, se pravi, kot sem rekel, je pa verjetno neka obveznost, pa ne, da je obveznost za naprej. Da mi to obdržimo, da delujemo na tem področju, tako smo do zdaj in da se vidijo rezultati, da smo mi zadovoljni, da je kraj zadovoljen in pa naši člani predvsem. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Plaketo občine Bohinj prejme prostovoljno gasilsko društvo Nemški Rod. Gasilsko društvo že več kot 100 let združuje vaščane z glavnim namenom varovati lastnino domačinov in sosedov pred požari.
Hkrati pa predstavlja tudi organizacijo, ki skrbi za napredek in družabno življenje v vasi. Po velikem požaru ob koncu 19. stoletja, ko je v vasi pogorelo 13 hiš z gospodarskimi poslopji vred, so vaščani začutili potrebo po organiziranosti ljudi in opremi za varovanje pred ognjem. Tako so 25. marca 1922. leta Jože in Janez Medja, Franc Kenda ter Valentin in Franc Ravnik ustanovili prostovoljno gasilsko društvo Nemški Rovt. Že v prvem letu delovanja je članstvo v društvu naraslo na 28 članov, prvi načelnik je bil Jože Medja. Začetki so bili seveda skromni, saj ni bilo pravega orodja in ne prostora za hrambo. A že drugo leto delovanja, leta 1923, so zgradili prvi gasilski dom. Vsa naslednja leta delovanja so člani skrbeli za napredek društva. V vsakem obdobju so pridobivali novo, za tiste čase moderno gasilsko opremo in orodje. Poleg razvoja in pridobivanja nove opreme in ureditve doma se je v društvu vse skozi skrbelo za gasilski podmladek in za izobraževanje vseh članov. Svoje znanje in bogato opremo društvo uspešno uporablja povsod, kjer je potrebno, to je pri požarih in elementarnih nesrečah v vasi, v občini in po potrebi tudi izven občinskih meja. Danes je v društvo včlanjenih preko 80 gasilcev, kar je več kot 2/3 vseh vaščanov, vendar tudi tisti, ki niso člani, dihajo in sodelujejo z društvom. Prav vsi člani v prvi vrsti izpolnjujejo svoje osnovno gasilsko poslanstvo, poleg tega pa skrbijo tudi za splošen razvoj domačega okolja in družabnega življenja. Kjer se stikata konec sveta in začetek kraja. Trije kraji v slovenskih Alpah nosijo to prestižno poimenovanje: Bohinj, Trenta in Logarska dolina. V Sloveniji, Alpah in Evropi je samo en Bohinj. Nedeljiv, neponovljiv, začaran, izzivalno očrljiv, neprimerljiv in po ljudskem izročilu spodjelja o stvarjenju sveta obdarjen z najlepšim delom tega sveta. Bohinj se s svojimi naravnimi čudeži koplje v razsipnem razkošju stvarnikove darežljivosti. Pastoralna kulturna krajina z nezamenljivim obrazom, svet mitov in legend o davnih časih in davnih kulturah sta prežeta z dušo staroselskih prednikov tisočerih rodov. Bohinjska visokogorska zajezerska dolina je bila za človeka prepovedan sveti svet rajskih vrtov iz Zlatorogove pripovedke, domovanje čudodelne rože mogote, simbola neunočljive moči preživetja. Bohinj je varuh zgodovinskega spomina na prve prazgodovinske pastirje, staroveške iskalce zlata in železove rude, na železodobne talivce v dolini in visokogorju, na antične posvečence, ki so znali kovati noriško jeklo, in na srednjeveške čarovnike, ki so iz roda v rod prenašali znanje črne magije, kot so pred 1000 leti imenovali umetnost taljenja železa. Bohinj je preživel zatone prazgodovinskih kultur. Preživel je propad rimskodobnega časa, v katerem je veljal za blaženi refugi, varno zavetišče pred tujimi vojskami, ki so se valile in plenile po dolinah onkraj grebenov. Bohinja nikoli niso našli, ne Huni in ne Turki. Našli pa so ga tovorniki, trgovci in romarji, ki so hodili od Jadrana čez visoke alpske prelaze do Donave in naprej do Baltika ali obratno, ter v Bohinj prinašali
odmeve daljnega sveta. V Bohinj je prinesel odmev svoje lastne osebnosti naslednji nagrajenec. Plaketo občine Bohinj za življenjsko delo prejme Anton Zadnikar. Anton Zadnikar je rojen na Zgornjem Jezerskem, na Maverjevi domačiji. V Bohinj je prišel po službeni dolžnosti leta 1962. Zaposlen v takratnem zavodu za gojitev divjadi Triglav Bled, je kot lovski čuvaj prevzel skrb za lovišče na območju Komne. Zaradi narave svojega poklicnega dela se je kmalu vključil tudi v razne interesne dejavnosti v kraju. Svojo lovsko dejavnost še vedno vrši v lovski družini Stara Fužina, kot izkušen in strokovno podkovan lovec je bil mentor številnim lovcem lovske družine Stara Fužina. Že skoraj 60 let je član GRS Bohinj. V času svoje aktivnosti je bil s svojim znanjem in čutom za pomoč brezpogojno predan delu gorskega reševalca. Do upokojitve je bil med aktivnejšimi reševalci ne samo v intervencijah, ampak tudi pri organizacijskem delu društva. Dolga leta je kot član planinskega društva Srednja vas aktivno sodeloval pri vzdrževalnih delih na kočah v lasti planinskega društva Srednja vas in bil gospodar planinske koče na Vojah. Za dolgoletno delo v planinski organizaciji je prejel tudi zlati znak Planinske zveze Slovenije. Tone je tudi velik ljubitelj smučanja. Tudi na tem področju je pustil svoje sledi. Konec 70-ih let prejšnjega stoletja je bil eden od pobudnikov za ustanovitev športnega društva Avgust Gašperin v Stari Fužini. S Tonetom je v Bohinj prišla tudi njegova skrita ljubezen. To je pritrkovanje na cerkvene zvonove. Kmalu po prihodu v Bohinj se je priključil pritrkovalcem v farni cerkvi svetega Martina v Srednji vasi. Anton Zadnikar je svojo aktivnostjo v različnih dejavnostih veliko prispeval k ohranjanju kulturne dediščine, spodbujal športno aktivnost občanov, predvsem mladih, kot gorski reševalec pa opravil veliko humanitarnega dela. Plaketo občine Bohinj za življenjsko delo prejme Anton Zadnikar. Častni občan občine Bohinj je postal Ian Mitchell. Ian Mitchell, ki mu v Bohinju radi rečemo tudi oče festivala alpskega cvetja, je izjemno prispeval k razumevanju trajnostnega razvoja Bohinja. Med svojimi dopusti je v zadnjih 20 letih pripeljal v Bohinj strokovnjake, s katerimi smo spoznavali pomen trajnostnega razvoja področja, v katerem bivamo, ustvarjamo in gostimo turiste. Najpomembnejše pa je, da smo tudi s pomočjo njegovega delovanja spoznali, da je naše okolje lahko velika prednost v razvoju. Ian Mitchell je gost Bohinja že več kot 40 let. Najprej je bil gost hotela Jezero, kamor je prihajal s svojim bratom in mamo. Kasneje se je preselil v hotel Zlatorog. V času njegovega bivanja je bila v hotelu Zlatorog nastanjena tudi skupina amaterskih botanikov iz Anglije. Prihajali so vsako leto in prav oni so mu povedali, kako poseben je Bohinj. Takratni direktor hotela Zlatorog Samo Gardner pravi, da so se dobesedno pasli po bohinjskih travnikih. Ianu se je porodila ideja, da bi lahko organizirali festival cvetja. Samo ga je podprl in skupaj sta idejo predstavila takratnemu direktorju LTO Bohinj Marku Lenarčiču, ki mu je bila ideja takoj zanimiva. Skozi vsa leta so se preko evropskih projektov stkala partnerstva s Škotsko, z regijami v Romuniji, Albaniji, Bolgariji in Makedoniji. Ian je tako rekoč idejni oče festivala, glavni cilj mednarodnega festivala alpskega cvetja
pa je graditi trajnostno prihodnost za ljudi in naravo. Ian se je ta cilj trudil predstaviti tudi nam, Bohinjcem, in s tem doseči koristi tudi za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo. V okviru festivala obstajajo 3 glavni elementi ali teme, ki so geografsko razporejene po celotnem področju in sicer v različnih vaseh in lokacijah enega in edinstvenega Bohinja. Teme festivala so alpsko cvetje v umetnosti, alpsko cvetje doma in alpsko cvetje v znanosti. Zelo pomembna značilnost festivala je tudi nabor zunanjih partnerjev, ki sodelujejo pri projektu. Od predsednikov Republike Slovenije, ki so bili častni pokrovitelji, do slovenskih vladnih organizacij, Triglavskega narodnega parka, turističnih subjektov, glavnih ustanoviteljev in podpornikov festivala, občine Bohinj in seveda lokalnih vaških skupnosti, kmetov in lokalnih prebivalcev. Prav to so bile stvari, ki nam jih je leta 2005 predstavljal Ian. Ian je že leta 2009 prejel prestižno škotsko nagrado za trajnostni razvoj, zasnovanje za priznanje posameznikom iz različnih družbenih krogov, ki so bili vodilni pri izboljšanju kakovosti lokalnega okolja na kakršenkoli način. Naj se gre za pomoč pri reševanju skupnosti problemov, pri oblikovanju zemljišča ali zapuščenega prostora ali zmanjševanju števila prebivalcev, ki so se znašli na tem območju vplivov podnebnih sprememb. Ian si je leta 2001 vzel 3 mesece neplačanega dopusta in se v Ljubljani udeležil seminarja slovenskega jezika. Še danes zna povedati, kako je slovenski jezik. V Ljubljani, v Triglavskem narodnem parku je opravljal prostovoljno delo. Sodeloval je tudi s RTV Slovenija, tako na Škotskem kot v Sloveniji, in skupaj so pripravili oddajo o njegovem delu in življenju z naslovom Škot, čuvaj Triglavskega narodnega parka. Ta dokumentarec je bil zelo dobro sprejet in je pripomogel k povečanju zanimanja javnosti o dediščinski vrednosti tega območja in potrebi po trajnostnem razvoju. Festival je letos doživel že 17. ponovitev. Prireditev je poznana širom Slovenije in izven meja in ima mednarodni sloves. Bohinj si je z njim tudi po Ianovi zaslugi pridobil svetovno slavo kraja, ki misli, razmišlja in udejanja postulate trajnostnega oziroma odgovornega razvoja. Častni občan občine Bohinj 2023 je Ian Mitchell. I might not get through all this. Okay. Okay, sorry. Spoštovani gospod župan. Okay, and I need these. Okay. Spoštovani gospod župan, gospa županja. There. Spoštovani minister, spoštovani gospod, Bohinjke in Bohinjci, dragi prijatelji, najlepša hvala za to zelo veliko čast. Moj prvi obisk v Sloveniji je bil septembra 1982. Pred 40 let in mi je spremenilo življenje. Zame je, ampak moja slovenščina ni dobra. To je zelo težak jezik za norega Škota. Prosim, oprostite mi, vendar bom nadaljeval v angleščini in moj dobri prijatelj Klemen bo prevajal za vas. Hvala Klemenu za prevajanje
in za vašo izmenju vlogo pri razvoju Bohinjskega narodnega festivala Alpske svetije. Moj prijatelj, župan Jože, podžupana Monika in občina Bohinj, še enkrat najlepša hvala za veliko čast.